Ljudje v sebi nosimo veliko lepih, prijaznih misli, dobrih sporočil, a ko jih damo iz sebe, včasih ugotovimo, da nekako niso prišle do naslovnika na tak način, kot smo si želeli. Da so vmes naletela ta sporočila na ovire, ki jih enostavno zaustavljajo in ne pripeljejo do tistega, kar bi radi. Da bi se naše sporočilo slišalo, da bi na podlagi našega sporočila ljudje tudi kaj razmislili ali kaj sklenili. Zato je zelo pomembno, na kakšen način sporočamo. Po nekih starih raziskavah, sicer ameriških, je jasno, da ljudje ob sporočanju se ob takšni količini informacij, kot obstajajo v današnjem svetu, odločamo na podlagi prvega vtisa, komu bomo dali to možnost, da mu bomo prisluhnili. Zato je prvi vtis zelo pomemben. In pri prvem vtisu, po raziskavah, gre 55% na govorico telesa. Mislim, da nekje 38% potegne glas in način govora in šele 7% vsebina. 7%. Če želimo torej svoji vsebini dati prostora, priložnosti, potem moramo upoštevati vse ostale elemente, tako govorico telesa, kot glas, melodiko govora, da bo naše sporočilo našlo pot do svojega poslušalca in nekako naredilo tisto, kar smo si zadali, kadar smo sporočali.